Hvala lepa in lepo pozdravljeni. Hvala za takšno lepo predstavitev. Jaz sem bolj navajena stati, ker sem ves čas v gibanju, tako da sem v stoječem položaju, upam, da me dobro slišite. Ne bom veliko se več zadrževala, ker sem bila tako lepo predstavljena. Torej, mi z možem, zato velikokrat bom kaj povedala v dvojini, šolava vse vodnike že 8 let. Do sedaj sva izšolala 10 psičk vodnic. Ena od teh je danes prisotna, zato pozdravljam Davida in Almo. Alma je bila tudi najina prva psička, ki sva jo izšolala. V vseh teh letih sva si nabrala kar precej izkušenj, tudi od teh, ki so govorili predhodniki, kako se je gibati v sodobnem urbanem okolju, slepemu človeku. Moram povedati, da ni ravno preprosto, ampak do tega bomo še prišli. Midva z možem sva izhajala iz reševalnih vod, torej imava pse za reševanje, in ta humanitarna nota, želja, da bi pomagali še komu drugemu, se je nadgradila s šolanjem psov vodnikov in psov pomočnikov. Torej, v začetku samo povejmo, da psi vodniki niso izum sedanjosti. Že stare risbe predstavljajo, prikazujejo pse vodnike, kako vodijo slepe ljudi. Že Aristotel je v antičnem svetu pisal o tem, kako pes lahko pomaga slepemu osebi. In vendar se je razmahnilo tole uporaba psov vodnikov nekako po prvi svetovni vojni. Kajti na bojiščih je bila uporaba bojnih strupov in veliko ljudi je takrat oslepelo in so nekako našli podporo in pomoč in tisto samostojnost, ki jo pes daje ravno v psu. No, v 1930-ih so se nato po svetu že začele ustanavljati prve šole, v katerih so šolali pse vodnike. To je seveda bilo najprej na področju Nemčije, seveda takoj sledijo Združeno kraljestvo, Amerika in pa Avstralija. V Sloveniji seveda smo malo v zaostanku, tako kot pri mnogih stvareh, ampak to ne pomeni, da nismo sedaj, kjer smo, izjemni in zelo dobri. Začeli smo leta 1953 z prvim centrom, kjer smo šolali pse vodnike. Takrat so se šolali predvsem nemški ovčarji. Pri tem je pomagala gospa dr. Auerjeva iz Švice, torej Švicarji še zdaj, ko gremo na kakšne obiske, pravijo, da oni so izhodišče šolanja psov vodnikov. No, nato pa je velik razmah doseglo šolanje v policijski šoli v Podutiku. Ti psi so bili zelo, zelo znani po svoji kvaliteti izšolanosti. Imeli so pa eno težavo. Ti psi so namreč niso živeli v tesnem stiku s človekom, torej živeli so v pesjakih. In ko so prišli živeti k slepi osebi, niso bili naučenih osnovnih stvari. Torej, kako opravljati potrebo, kako živeti sploh v notranjem prostoru. Tako da so imeli slepi kar precej težav s temi psi. Nato je leta 1982, ko so se še psi zmeri šolali v Podutiku, je prišlo do tega, da stroške šolanja psa, torej nakup šolanja psa, plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. In takrat se je ta uporaba psov zelo povečala. Imeli smo tudi po 30 psov, ki so delali v tistem času, kar je zelo veliko, če jih imamo sedaj trenutno 25. No, vendar je potem so v Podutiku se policisti odločili, da se s tem več ne bodo ukvarjali in je vse skupaj nekako zamrlo. Da bi se šolanje nadaljevalo, je 1994. leta potem Zavod za zdravstveno zavarovanje skupino izvedencev določil, ki so potem ponovno se trudili šolati pse vodnike. Vendar do leta nekako 2005 se stvari niso nekako premaknile nikamor. Jaz se spomnim, da sem še gledala oddajo Tednik, se mi zdi, da je bil, ko so slepi izpostavljali problematiko, da enostavno ni psov vodnikov. In takrat smo midva z možem rekla, no, pa saj imava že šolanega psa.
ne. Midva sva pa imela šolanega psa. Predstavila sva ga zavodu, komisija je bila presenečena, kaj vse ta Alma zmore, in tako smo nekako ponovno začeli s šolanjem psov v Sloveniji. Trenutno je psov vodnik v Sloveniji 25, vsi delajo in tale številka raste, čeprav nam zdaj zavod spet grozi, kot vsem ostalim, da tudi tule sredstva režejo nazaj. Upamo, da se to ne bo zgodilo, ne? Spet na škodo tistih, ki najmanj to rabijo. Kakšna je pot, ne, da sploh lahko slepi pridobi psa vodnika, ne? Prvenstveno mora zadovoljevati okulističnemu kriteriju, torej tisti definiciji slepote, manj kot 5% ostanka vida, na manj kot 10 stopinj zoženo vidno polje in tako naprej. Nato pa psihofizični, ne, kriteriji. To je oseba, ki ima psa vodnika, mora biti polnoletna in poslovno sposobna. Zdaj, če je oseba mladoletna in živi v skupnem, ali pa ni poslovno sposobna in živi v skupnem gospodinjstvu s katerim od staršev, se komisija odloči, ali bo psa kljub temu tej osebi dodelila. To potem ostaja na njih, da se odločijo, če bo stvar dobro funkcionirana. Človek, ki ima psa, mora biti seveda čustveno stabilen. To mora biti vsak vodnik psa, tudi če ni pes vodnik. Mora imeti kritičen odnos do zasvojenosti in pa sposobnost samostojnega gibanja. To je nujno. Torej, slepi pes mu seveda pomaga, ga vodi, vendar slepi ves čas mora vedeti, kje se nahaja v prostoru, kajti on je tisti dejansko, ki s psom sodeluje, da lahko premagujete vse te urbane ovire, na katere naletimo na poti. In pa seveda mora sprejeti pač dejstvo tega dolgoročnega sobivanja, kajti pes vodnik pri slepem potem živi sigurno 10 do 12 let, ne? Če gledamo, da v povprečju živijo 12 do 14. Nato mora slepa oseba izpolnjevati kinološke kriterije, torej mora imeti pozitiven odnos do psa. Ne moreš imeti psa, če enostavno ti niso všeč, ne želiš prevzeti odgovornost za psa. Torej mora biti tudi zmožna poskrbeti za potrebe psa, torej da je sposobna ga finančno zavarovati, torej vsi vodniki morajo biti zavarovani, treba ga je hraniti, treba ga je cepiti, treba je še marsikaj, če se kajkoli pripeti. In torej tole je na ramenih in plečih slepih ljudi. V tujini moram povedati, da temu ni tako. Tujina večinoma priskrbi sredstva finančna, za psa vodnika celo njegovo delovno obdobje. Pri nas temu je pač drugače. Psu mora omogočiti notranje bivanje, torej pes živi s slepo osebo v notranjem prostoru. In pa nekako se naj bi slepi zavezali, da bojo sodelovali s psom tudi na strokovnih usposabljanjih. Torej to je vsako leto, imajo vsaj 3 nekako usposabljanja. Mislimo, da je to nujno potrebno, da se kondicija slepega in pa psa seveda vzdržuje. Postopek, da se pes pridobi, ne, čisto na hitro, seveda ni končno nekaj ni tako preveč zapletenega, ne, tako ni tako birokracije veliko. Prvo mora imeti slepi željo, ne, pa seveda verjetno potrebo. Nato vstopi po napotnico za psa. Torej, tako kot dobite za vsakega specialista, se dobi tudi napotnica za psa vodnika. Lahko jo izda oftalmolog ali pa zdravnik splošne prakse, torej oboje veljavno, in to posreduje na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavod za zdravstveno zavarovanje nato svojima 2 oziroma 3 članom sporoči, da je potrebno izvesti obisk pri slepi osebi, ki je zaprosila za psa. In takrat se ta izvedenca odpravita na obisk, pogledate vse tiste kriterije, ki smo jih predhodno našteli, nekaj časa preživete s slepo osebo. Predvsem ju zanima, kako je slepa oseba mobilna in kako zna uporabljati belo palico.
Kajti v Sloveniji je tako, da razen psa vodnika ima zraven sebe slepa oseba tudi belo palico. Zakaj temu tako, bomo povedali malo pozneje še. Ko se odločita izvedenca, da slepa oseba zadostuje vsem tistim kriterijem, ki so določeni, pa kandidata obišče voditelj. Torej, sporočijo nam, da gremo na obisk. Mi naredimo informativni razgovor s slepo osebo, nas zanimajo malo večje podrobnosti ponavadi, kot zanimajo izvedeniško komisijo, ker konec koncev smo mi tisti, ki psa izšolamo, smo mi tisti, ki psa damo in to dejansko, kljub temu, recimo, da je naš pes že toliko časa pri Davidu, ne, je to še vedno naš pes, ne. Nam ni vseeno, ne, za tega kužka. Na tem informativnem razgovoru nas zanimajo pogoji, v katerih slepi namerava psa imeti, njegov odnos do psov in vsi družinskih članov odnos do psov, prijateljev in tako naprej. Če bo lahko zadostil potrebam po gibanju psa, zdravstveno stanje človeka, torej ali dobro sliši, to je zelo pomembno, recimo, ker imamo tudi slepe, ki so hkrati slabo slišijo oziroma so celo gluhi, tudi takšne primere imamo in šolamo za njih pse, to je dejansko pes dve funkciji hkrati. Potem psihično stanje slepe osebe, ne, depresije in podobno. Zanimajo nas seveda razlogi, zakaj se slepa oseba sploh odloča za psa in pa kar je še najpomembnejše, kakšne so pričakovanja. Nekateri imajo dejansko nerealistična pričakovanja, ne. Pes namreč ni avtomat, ne, da ga boš ti vklopil, pa te bo od točke A na B pripeljal, ne. Bo pripeljal, ampak bo treba z njim sodelovati, ne. Tako da treba je imeti realistična pričakovanja, ne. In potem mi kot voditelji dokončno potrdimo, ali je oseba pač primerna oziroma morda bo treba še malo pogledati, če bo to šlo čez, ne. In če je primerna, potem gremo v nabavo psa. Ne? V Sloveniji nimamo botrskih družin, rejniških družin, kakorkoli že imenujemo. To so v tujini zelo, zelo razširjene. Pomenijo pa to, da človek, pač nekdo, ki ima rad pse, vzame psa mladiča k sebi od voditelja, ne? Mi kupimo psa, ga damo tam v rejo in je ta pes pri tem človeku pač do 12. 15. meseca. Torej on vzgaja psa, ki bo pozneje postal pes vodnik. To dela brezplačno. To ni plačljivo. In ko ljudje to slišijo, tole ne pride v poštev, ne. Tako da v tujini pa to, s tem nimajo nobenih težav, ne, tudi na Hrvaškem, drugod, ne, to so ljudje ponosni, da lahko pomagajo na tak način nekomu, da bo mu omogočili lažje življenje. Pri nas tega ni, zato mi iščemo psa, ki je star že tam 10 do 15 mesecev. In to so psi ponavadi, ki so v zelo, zelo slabem stanju, ko jih mi dobimo v roke. To so psi, s katerimi se nihče nič ni ukvarjal, če ne ga ne bi dajali stran, ne. In potem, ko ga stestiramo, na tem prvem testu gledamo samo na to, ali bo ta pes, kako hitro se bo prilagodil, ne, recimo, ko ga je strah. To je pes, ki, ko vidi stopnice, se bo polulal od strahu, ne. In mi moramo videti, kako bo on hitro premagal vse te zadeve. Vzamemo ga domov, prej ga še pregledamo zdravstveno, torej kolke, komolce, kri, srce in vse te oči, seveda oči, in vse te stvari. In samo, če je zdrav, ga pripeljemo domov za 3 tedne do 4 na poskusno obdobje. 3 tedne je zato, ker pes rabi 3 tedne, da postane, kdor je. Torej, 3 tedne se klimatizira, se prilagaja nekemu okolju in potem šele se začne njegova osebnost kazati in izražati. Seveda, ker smo že prej bili pri slepi osebi, poskusimo paziti in zadovoljiti želje in potrebe te slepe osebe. Torej smo pazljivi, da če imamo visokega slepo osebo, da ne bomo našli da ne bo kuža čist nizke postave.
če imamo šibko osebo, da ne bo to nek močen pes. Ne. Torej, tule poskušamo, tudi barvo poskušamo še zadovoljiti, recimo, če oseba je slabovidna, ima mogoče še malo ostanka, da vidi, razloči sivo, črno, ne, tele zadeve, potem je raje svetle pse kot temne pse. Ne. Torej, potrudimo se, kolikor je v naši moči vse tole sestaviti skupaj, glede na to, da nimamo botrskih družin in nimamo bazena psa. Ne. Na to, ko pride domov, začnemo mi psa socializirati, torej za vse tisto, kar ni bil prilagojen, ga začnemo prilagajati. To je zelo, zelo strokovno delo, zelo natančno moramo to narediti. In traja tam 2 meseca, samo to delamo. Ne? Takrat tudi vidimo, če pes bo oziroma ne bo. Učimo ga takrat tudi poslušnosti, igramo se z njim. In ko nekako po teh 2 mesecih, čeprav socializacija se nadaljuje vse življenjsko obdobje psa, začnemo učiti specifična znanja. To je vodenje. Ne? Jaz že od začetka psa, ko ga dobim, mi sme hoditi samo po levi strani, nikoli na desno stran. To mora postati vedenjska slika, ker ne želim, da se slepa oseba zapleta v povodce, pa da je pes pod noge skače in podobne stvari. Na to v stanovanju, ne, da se pes zna umakniti slepi osebi, ker ga ne vidi, ker ga lahko mimogrede pohodi, če se ne bo znal umakniti. Ne, to so že takšne stvari, ki jih mi takoj začnemo uvajati. Lulanje, kakanje na povelje. Ne? To vse psi delajo na povelje, da je le lažje slepim ljudem. Ne? Ko se psa nekako učimo nekako 9 mesecev, čeprav je po pogodbi 6, 9 do 10 mesecev, ker te želimo, da je znanje res čvrsto. Ne? To ni neki naspol delo, to mora biti zelo, zelo natančno narejena zadeva. In takrat mi kot voditelji torej gremo na izpit stopnje A. Takrat mi delamo pod prevezo, ne? Mi delamo slepi. Torej jaz, ko delam s psom, jaz ne vidim, jaz imam prevezo. Tako da poznam, kako je, imam neko izkušnjo, ne bom rekla, da imam kot slepi, ker je nimam, ne? Ampak vsaj nek približek temu, kako se je gibati v urbanem okolju s tole, da ti ne vidiš. Ne? In moram povedati, da bi včasih tisto prevezo najraje dala dol, pa tisto belo palco uporabila, pa tisto, ko mi je parkiral tamle na sredi pločnika, da bi ga malo, kaj rekla, ne. Ampak redarjev takrat ravno ni, takrat nikogar ni, ne. Ali pa, ko sem v invalidskem vozičku, ne, ko parkirajo tako lepo, da ne moreš niti gor s pločnika, niti dol. Super situacija, res. Ljudje vidijo samo sebe, ne. No, ko naredimo izpit stopnje A, nas čaka prenos. To pa je naše delo s slepim. Pes je narejen, odide v dom slepega. Prenos mora trajati po pogodbi 15 dni, od tega 5 dni v okolju slepega. Neumnost. Mi cel prenos delamo v okolju slepega. Jaz ne vem, kako bi se jaz, če ne bi videla, da bi me nekam prestavil, čist neko novo okolje, kako fajn bi jaz tam s psom delala. Ne. Mi gremo v okolje slepega in delamo s slepim. Delamo več kot 15 srečanj, navadno. Cel proces traja nekako mesec do mesec pa pol. Kajti tisto, ko sem rekla, da pes rabi samo 3 tedne, da se privadi, ne, da na neko novo okolje, da on postane to, kar je, ne morem jaz potem v 15 srečanjih pa zdaj vse narediti. Ne. No, ko slepi in pes nekako usvojita vse znanje, zahtevano znanje, torej vsa povelja, vodenje, občutek za psa, vse normalno življenje, takrat gre slepi na izpit stopnje B. Torej tudi slepi in pes opravljata izpit stopnje B. No, in ko je to vse končano, je pes pripada slepemu oziroma zavarovalnici. Torej, glede na to, da je zavarovalnica plačnik psa, je slepi uporabnik psa. In če bi karkoli prišlo, ima zavarovalnica možnost, da psa vzame in ga da drugi slepi osebi v uporabo. Ne bomo zdaj govorili, kako je to fajn za psa ali pa slepa, ampak dobro. To je teoretično. Ni se še zgodilo.
In na koncu še so izpopolnjevanja, s slepim smo ves čas v stiku seveda, vse delovno obdobje psa, ali pa še več, ne, ker na koncu smo na koncu prijatelji, ne. Ampak imamo letno eno obvezno izpopolnjevanje, eno komisija izpopolnjevanje in še eno skupinsko na okrogle vsako leto. Zdaj pa tole, o čem najbolj, ne? Smo se tule, kakšne vloge vse igra pes vodnik v življenju slepe osebe. Najbolj, ne, v nebo vpijoča in vidna vloga je pač, da je pes slepo osebo vodi, ker je vodnik, da mu pomaga pri njegovi mobilnosti. Ne? In ker mu pomaga pri mobilnosti, mu pomaga seveda tudi pri samostojnosti. Kaj vse zmore pes vodnik? Pes vodnik je fantastično, ker ima neko smer gibanja. Slepemu drži smer gibanja. Torej, to je ravna smer gibanja. Če si predstavljamo pločnik, je to po levi strani pločnika oziroma po sredini pločnika in to je ravno gibanje. Ne? To ni nič levo, desno ali karkoli drugega. Nato je pes naučen, da nakazuje konec in začetek pločnika. Ja, včasih je bilo fajn, še pred leti, ker so bili visoki robniki, rečemo mi po domače, ne, visoki robniki, pes se je ustavil, si potipal s palico, zakaj se je ustavil, aha, robnik. Zdaj so nam vse znižali, kar je fajn za takrat, kadar smo v invalidskem vozičku, ne, ampak je za slepega to malo težja situacija, vendar pes kljub temu brez težav se nauči, da se na robniku ustavi, ker je vizualno je za psa viden robnik. So pa tudi situacije, ko imamo recimo prehod brez kakršnekoli oznake vmes, ne? Ampak pes vizualno vidi prehod, zebro in se ustavi. Ne? Tudi če ni nobenega robnika, se on ustavi, ker ve, da se mora pred zebro ustaviti. Ne? Torej, na to nakazuje stranske ovire. Vse tisto, kar smo prej povedali, vse tiste oglasne plošče, koliko je teh oglasov, ne, na pločnikih in vse te, pes jih nakaže oziroma jih obide. Torej, slepi sploh ne ve, da so tam. Ne? On najde vedno pot, da gre mimo te ovire. Če pa je ovira tako široka, da bi moral pes precej spremeniti smer gibanja, takrat se bo ustavil. Da bo slepi lahko s palico preveril, zakaj se pes ustavil, da se ne bi slepi ustrašil slučajno, aha, zakaj pa ta pes zdaj kar ostro levo zavil, recimo, ali pa desno, ne, ker ima oviro, pes jo vidi, slepi ne. Če pa je to tako minimalno, takrat se pes ne ustavlja brez potrebe. Torej, nakazuje tudi talne ovire, to pomeni vse vdore na pločniki, ker imamo mi take veleumne komunalne službe, da včasih kar sredi pločnika luknja nastane, ne? Tudi to, da ne padeš noter, recimo, vse previse, vse kamor bi, recimo na železnici, nikoli ne bo, da bi slepi padel, ne, čez tisti predor, ne, zato ker na tire, zato ker se bo pes ustavil, nikoli. In prav naučenje, da če bo slepi zaradi mogoče, če se giblje malo v desno, ker smo nekateri levičari pa desničari, in če boste na desni tire, ne, bo pes vedno v levo ga vlekel, vedno stran od nevarnosti. Vse to je pes naučen. Ne. In pa višinske ovire. Višinske ovire, kot so tele zapornice, ne, zapornice, tele se vedno pes ustavi, ker slepi obtipa zapornico, da vidi, kje ima izhod, da ne bi, ne, in potem pes naprej nadaljuje v smeri gibanja. Potem veje, polkna in podobne zadeve. Ne. Nakazovanje pomeni, da pes se ustavi in slepi pač preveri s palico, zakaj se njegov pes ustavil. Jaz vam svetujem, jaz svojim slepim rečemo, vedno zaupaj v psa. Ne, on je tisti, ki gleda, ki vidi, zastonj se ni ustavil. Ne. Smo že imeli kar nekaj primerov, ko so nas poklicali, joj, danes pa mi je rešila noge, ne, zato ker bi padla, zato ker so slabo označili, da imajo delo na cesti in je bila, ne vem, na sredi pločnika ena ogromna luknja. Ne.
ali pa ti pustijo, ko delajo, pustijo kar grablje, pa motike, pa kar na pločniku, ne, mislim, vsi vidimo, ja, na tem svetu, ne. In pes to se bo ustavil in bo nakazal, da imaš ti nekaj pod nogami, ne boš se kar spotaknil pa na nos, ne. Na to je pes naučen iskanja ciljev. Splošne, imamo take splošne cilje, prehode, torej mi imamo povelje zebra, pes te odpelje do zebre. Pločnike, rečem pločnik, če sem ob robu ceste, da me vodi levi rob povelje, ne, pa nekako vem, da imam že nekje v bližini pločnik, ker jaz se v svojem okolju tudi slepa zelo znajdem, ne, rečem pločnik in mi nakaže pločnik. Potem vhod, izhod, to pomeni tiste sodobne vhode, izhode, tista avtomatska vrata, ne. Vrata so tista, ki me je kljuko, nakaže vrata s kljuko, ne. Klop, če se moram kdaj spočiti, to imam zelo rada povelje, pa moj pes tudi. Semafor, če je treba poiskati, ne, jaz živim v takem okolju, da še nismo slišali za zvočne signale, ne, tako da, glejte, sploh ni šans, ne. Semafor, ne. Bankomat, blagajna, recimo, ko pridete na pošto, v trgovino, rečete blagajna, pes vas pripelje do blagajne. Prosti stol, če greste kdaj na kavo, ne, to tudi veliko uporabljamo. Stopnice, seveda, ne, stopnice, zakon, ne. In to pes posploši, kar pomeni, da v vsakem okolju, kamorkoli grem, bo to našel. Potem imamo pa specifične cilje, recimo pošta, banka, pekarna, torej, ko grem po opravkih, v mojem okolju, jaz na koncu šolanja, to je, govorim o mojem okolju, na koncu šolanja, lahko rečem psu pošta in nič več vmes. Mene pes pripelje na pošto. Nato pa je treba psa v tistem prenosu naučiti na cilje tudi v okolju slepega. To so pa tisti specifični, vezani na samo tisto okolje. Ne morem zdaj pričakovati, da bo pes vedel, kje je pošta v Novi Gorici ali pa v Novem mestu, ne? Ok, tako da se pravi, ne? Potem pes vodnik mora biti ravnodušen do zunanjih vplivov. To pomeni, da ga ne bodo motile mucke, ki skačejo, golobi, ki veselo po kakih parkih letajo, zajčki in podobno, je ravnodušen. To delamo že takoj, ko pes pride, ne, mi imamo doma tudi muce. Jaz imam to dober izgovor, da zato, ker je zaradi psov, da se prilagodijo na muce, ne, ker sem strastna ljubiteljica muc, moj mož pa je malo manj strasten, ne, pa sva se tako kompromis sprejela, ne, zaradi ravnodušnosti do zunanjih vplivov. Držanje levega in desnega roba, kajti mi še živimo v takih časih, da nimamo vse povsod pločnikov, ne, to sploh škoda misliti, in potem imamo levi rob, desni rob, ne, pes drži. Torej, tudi če cesta uvija, ne bo pes šel po liniji najmanjšega odpora in to seko, ne, tako kot vozniki znajo včasih, ne. On se bo držal levega roba, ker če bi sekal, bi bili v nevarnosti, ne. Izogibanje kolesarskim stezam. Ravno danes, ko sva se pripeljala v Ljubljano, sem rekla, kolesarji, to so moja nočna morja, so kolesarji, ne. Ko ne vidim, ga tudi ne slišim, ne. In tudi avtomobili postajajo vse tišji, tale tehnologija postaja prav duhamorna za enega, recimo, ko se mora sam gibati, pa ne videti, ne, v okolju, tako da sem že možu včasih rekla, veš kaj, zdaj pa ne grem več sama delati, nekoga mi dej za hrbet, ko ne vidim, ker tole je že skoraj nevarno, ne. Potem, pes je celo neposlušen v nevarnih situacijah. Kaj s tem mislim? Recimo, recimo, stojiva na prehodu, pes se ustavi, jaz potipam in ne slišim. Rečem naprej, pes se ne bo premaknil. Ne? Rečem še enkrat naprej, pes se ne bo premaknil. Ne? Kaj se zdaj dogaja? Gremo še enkrat tipati. Ne? Sigurno je nekaj, recimo ponavadi je kakšna ovira, ki je zame nevarna in jaz pošiljam psa, ne, v nekaj, kar ne bo dobro. Ne? Torej, neposlušnost v nevarnih situacijah. Pa še nekaj, kar je strašno, za ko ne vidiš, so, saj meni, krožni tokovi. Ne? Tule promet, sem, tja, švrgla, brgla. Ne? In nišče, ko jaz tisto
belo palico, ne, ker mi imamo takšno navodilo, da ko se pes ustavi, poslušam promet in vse tako naprej, in ko je tišina, jaz dam belo palico, da me bodo da drugi udeleženci v prometu opazili, ne, in šele potem rečem naprej, da pes krene, ampak veste kaj, tole je že bilo rajsanja in res bremzanja na rajs, torej strašna nekultura, ne. No, zdaj pa tole, kar sem zdaj že omenila, da je pes vodnik tudi element neverbalne, nebesedne komunikacije. Torej, ko enkrat, pes vodnik je dejansko čisto navaden pes, dokler ga ne oblečemo v vodilo. Vodilo je bele barve, gor piše pes vodnik in takrat je dejansko simbol, znak, ne, smo rekli, da je lepši znak, znak, ki pravi okolici, da se v prometu giblje nekdo, ki zahteva posebno pozornost. Enako kot bela palica. Ne? In jaz sem na to zelo ponosna, na svojo belo palico in na svoje vodilo. Zato, ker potem si jaz predstavljam, da bojo ljudje bolj pazili na mene, ne? Ker jaz ne vidim. Ne? Potem pa doživim situacije, ki so eni takole ignorantski, pa ne, se kar šibajo čez tiste prehode, pa mi trobijo, ne, ker ne prečkam takoj, ko se njim zahotlo. Doživim pa tudi takšne zelo prijazne ljudi, ne, ko me potegnejo za roko, pa me kar nekam vlečejo, pa jaz kar naenkrat ne vem, kje sem. Ne. Celo vodilo so me že strgali iz rok. Ne. Tako da tale ozaveščanje, ne, kako pristopiti k slepemu, kaj je sploh prav, pa kaj je primerno, pa kaj ni. Ne. To še kar zelo je v povojih. Ne. Mi se trudimo, hodimo po šolah z našimi psi, sodelujemo z društvom novomeškim, z zvezo društev, oni so nam dali tiste krasne knjižice, ki jih delimo naokoli, kako je pravilno ravnati v stiku s slepo osebo. Kajti jaz menim, da ni v redu, če smo ignorantski, ne, pa nočemo videti, ali pa če smo preveč vsiljivi. Neka srednja pot, ne, tako vljudna, in to nam v današnji družbi nekako začenja primanjkovati. Ne, tudi v zakonu o varnosti v cestnem prometu je lepo določeno, da udeleženci v prometu bi morali biti bolj pazljivi na ljudi, ki se gibljajo, slepe ljudi. In zakon o zaščiti živali, ki določa v 13. členu, da imajo vsi vodniki vstop s svojim skrbnikom in pomočniki na vse javne prostore. Torej tisto, ko mi v lekarni začne nekdo težiti, da moj pes tam nima nič iskati, ne, tole ne bo šlo čez. Ne. Torej konfliktov je nažalost še kar nekaj, ne, ampak se zmanjšujejo. Ne, se zmanjšujejo. Tudi tu, ko sem delala v Ljubljani, sem bila navdušena nad, ne vem, kak ste vi imate še večje izkušnje, sem bila omejen čas, nad ljubljanskim potniškim, zato ker so rekli, da to ni nobene težave, pes vodnik, ali pa tudi, če ni oblečen, če imam jaz samo belo palico, lahko gre v avtobus, se usede tam za voznika in tako naprej. No, vse stvari grejo na boljše, ampak mogoče bi bilo že čas, da grejo hitreje. In pa ne nazadnje, vloga psa vodnika je, da je terapevt. Ne? To že vsi vemo, mi, ki smo sam skrbniki psov, ne, jaz smo tudi svoje lastne pse. Pozitiven učinek imajo na fizično zdravje človeka. Jaz se ne spomnim, da sem nazadnje bila bolana, res že leta nazaj, ne, ker zahtevajo, da se z njimi gibljamo, vzdržuje našo kondicijo, to je super, umirjajo človeka, ne. In pa imajo seveda učinek pozitiven tudi na psihično zdravje. Ne. Vse vemo, da psi obiskujejo domove za ostarele, srečujemo jih po bolnišnicah celo, terapevtske pse, pomagajo gluhim, odkrivajo raka, mislim, ni da ni, ne. Psi so sposobni marsičesa. Moji uporabniki, ko sem jaz pisala diplomsko nalogo o teh elementih neverbalne komunikacije s slepimi, so mi rekli, ne, so na prvo mesto, ko sem jih vprašala, kaj vam predstavlja vaš pes vodnik, ne, so rekli prijatelja, tist, ki mi odganja samoto, nekdo je celo napisal psihoterapevta, torej pes je
pri slepih veliko, veliko več kot samo tisti pripomoček, čeprav ga Zavod za zdravstveno zavarovanje uvršča med medicinsko-tehnične pripomočke. Tako. Ok. Tako jaz bi zaključila s tole besedo, da pač drama slepote ni v njej sami, v odnosu družbe do nje. Jaz mislim, da je čas, da vsi čim več naredimo, da bo drama res minimalna, da je ne bo, ne? Da družba nekaj naredi, da bojo stvari se začele spreminjati na boljše. Ne? Tako. Hvala za vašo pozornost.